Živijo? Se Živjo, slišimo? živjo. Se slišimo, ja? Super. Ok, nič 18:05 je, bomo kar začeli. Najlepše pozdravljeni vsi, ki nas spremljate prek svojih ekranov. Zdaj, januarja izvajamo webinarje na različne teme v povezavi z veganstvom. Zdaj prvega smo imeli o prehrani, drugega o etiki, zdaj tretji danes na vrsti je pa webinar o vplivu prehrane na okolje. Mogoče vam za začetek kar predstavim oba sogovorca. Z nami sta danes Marko Čenčur pa Matevž Jeran. Lahko pomahata. Živijo. Živjo, živjo. Ja, se pravi, Marko Čenčur, zdaj kot samostojni raziskovalec že več kot 20 let, oziroma je številka po moje 30. že kako več kot 30 se mi je Ja. zdelo. Se v bistvu ukvarja s preučevanjem človeške prehrane, pa tudi njenega vpliva na okolje. Markotova posebnost je, da ima izdatno matematično znanje in da ima zelo sistemski znanstven pristop, tako da pri svoji analizi prehrane vedno zelo temeljito vse preuči in je na ta način razkril tudi že nešteto napačnih informacij, ki jih dandanes stalno prejemamo preko medijev. Svoje spoznanja gradi izključno na sodobnih znanstvenih raziskavah, matematičnih izračunih in pa seveda stališčih največjih in najbolj priznanih strokovnih organizacij na tistem področju. Potem pa še Matevž Jeran, je pa med drugim tudi magister inženir prehrane. Področju trajnostne prehrane pa se Matevž posveča že nekaj let. Poglobljeno se je tematiki najprej posvetil v sklopu magistrskega dela, vrednotenje prehrane veganov in vsejedcev s spletnim orodjem, kasneje pa še pri pripravi pobude vladi Čas je za novo trajnostno prehransko politiko. No, v zadnjih letih je pa v našem društvu sodeloval tudi pri pomembnih dokumentih, kot so zahteve za razvoj slovenskega kmetijstva in gospodarstva in pa peticije možnosti izbire veganskega obroka v javnih ustanovah. Kaj več o teh projektih bomo pogledali oziroma povedali v nadaljevanju. Sta dosegla oba dva projekta tudi kar močno podporo. Se pravi, oba, Marko in Matevž, tudi pogosto predavata pri nas, tako da si lahko njune YouTube videe najdete tudi na našem kanalu, na naši spletni strani. Zdaj pa kar nekaj vprašanj nas čaka danes, tako da najboljše, da v bistvu se kar spravimo odgovarjati, se strinjata? Pa dajmo, ne? Ja, seveda. Ok, zdaj za začetek mogoče lahko kar Matevž nate naslovim to vprašanje. Koliko oseb bi rekel, da se v Sloveniji prehranjuje trajnostno? Zelo radi nas ljudje sprašujejo po raznih odstotkih. Kako bi odgovoril na to vprašanje? Ja, tukaj preden začnem odgovarjati, bi še to omenil, da vsi, ki ste prisotni na Zoomu, vas vabimo, da tudi vprašanja pišete v komentarje, pa bo Maja prebrala tudi vaše vprašanje, če bojo povezana s tistimi temami, ki jih glih odpiramo, ne. Tako da ja, vsi vabljeni k spraševanju. Glede tega vprašanja, ja, v Slovenskem veganskem društvu največkrat dobimo vprašanje, koliko ljudi v Sloveniji se prehranjuje vegansko, a ne, ampak danes, ko imamo tukaj širše teme, bi tukaj rekel, da na področje trajnostne prehrane spada tudi številka tistih, ki se prehranjujejo fleksitarijansko, pa tistih, ki se prehranjujejo vegetarijansko. In zdaj, idealno bi bilo, da bi mi v Sloveniji recimo imeli neko študijo vsako leto, recimo na 10.000 osebah, na naključnem vzorcu in bi s pomočjo te ankete ugotovili za vsako leto posebej, koliko teh oseb najdemo, ne. Da bi potem lahko spremljali na 5 let ali pa 10 let, kako se številke spreminjajo. Ampak na žalost kaj takega v Sloveniji nimamo, tako da se moramo zanašati na tiste podatke, ki jih ima NIJZ, oni naredijo pa študijo na vsake 10 let in pač zdaj mi lahko ugibamo, če so te njihove številke zadosti pravilne, a ne. Oni delajo študije na reprezentativnem vzorcu, ampak ta vzorec ni tako velik, da bi recimo lahko rekel, da so to zelo zanesljivi podatki, no. Tako da zadnji podatki iz NIJZ-ja iz 2017-2018 kažejo, da se v Sloveniji fleksitarijansko prehranjuje okrog 2% oseb, vegetarijansko okrog 1% oseb, in tukaj med vegetarijanci uvrščajo tudi vegane, za vegane pa so ugotovili, da jih je približno 0,5%.
Tako da če to pretvorimo v številke oseb, lahko rečemo, da v Sloveniji se približno 10.000 oseb prehranjuje vegansko, pa približno 20.000 vegetarijansko, kamor spadajo tudi vegani, pa približno 40.000 fleksitarijansko. Tako da če vse te seštejemo, bi lahko rekli, da se v Sloveniji trajnostno prehranjuje okrog 60.000 oseb. Ampak zdaj tukaj sem jaz za definicijo trajnostnega prehranjevanja vzel to, da so to tisti, ki se prehranjujejo vegansko, vegetarijansko ali pa fleksitarijansko. Če bi vzel kakšno drugo definicijo trajnostnega prehranjevanja, bi seveda tukaj bile potem številke čisto drugačne, no. Ok. Marko, imaš kakšen komentar? Ja, v bistvu bi jaz sam povedal, da gledati na te številke, kako se spreminja, te stvari ne grejo linearno, ne. Se pravi, če se iz leta na leto poveča za 0,1%, to še ne pomeni, da se bo šele čez ne vem koliko desetletij ali pa stoletij spremenil trend. Gre za to, da v bistvu se stvari kar naenkrat pri teh stvareh prelomijo in grejo v bistvu nekako eksponencialno, ne. Tako da jaz računam, da se bo te stvari, ko se bodo podatki razširili med ljudmi oziroma ko se bo nehal, kako bi rekel, manipulirati oziroma prodajati neke kvazi znanstvene stvari javnosti, se bodo te stvari hitro spremenile, ne. In tudi problem je v tem, da ljudje smo, kako bi rekel, čredna bitja, se pravi, radi sledimo čredi. Vsi zase govorijo, kako so individuumi, kako razmišljajo za sebe, ampak večina, čeprav to rečejo, so čredne živali in sledijo čredi in čreda gre trenutno pač v eno smer, ne. To je pač vsejeda prehrana in ko bo dovolj ljudi šlo v drugo smer, bo čreda kar naenkrat spremenila smer. To je samo moj komentar. Ok. Dober komentar, ja. Zdaj pa, če gremo na naslednji. Ja, tudi se mi zdi, da te ocene NIJZ so vseeno mogoče malo nizke za vegane, ker se Slovenija verjetno približuje podobnim državam iz okolice, ki imajo tam med 1 pa 2%. Maja? A sem jaz zaštekal ali Maja? Maja. A me ti slišiš? Ok, v redu. Ja. Oj, Ok, si že nazaj. Dobro. Se opravičujem. Jaz upam, da ne bo več teh nevšečnosti. Gremo kar na naslednje vprašanje. Kako velik vpliv ima vsebina našega krožnika na planet? Katere varne meje zmogljivosti našega planeta živinoreja v bistvu ogroža najbolj? Kdo od vaju bi odgovarjal? Mogoče Marko na prvi del, pa bom pa šel jaz na varne meje zmogljivosti. Ja, seveda, to je že desetletja znano, že odkar je FAO podal svoje mnenje o stališč oziroma raziskavo o tem, kako živinoreja vpliva na planet. Je vpliv prehrane na krožniku bistveno največji, kar lahko vsak posameznik lahko naredi za okolje, ne. In to se marsikdo ne zaveda, misli, da so razne industrije, ne vem kaj, transport svetovni, da bistveno bolj vpliva, ne, in želijo si nekako vplivati na neke vlade, da bojo nekaj spremenili, v resnici pa oni lahko bistveno več spremenijo, kot posamezne vlade lahko naredijo oni, samo s tem, kaj naročijo, ko grejo v restauracijo ali pa ko grejo v trgovino, kaj kupijo, katero stvar vzamejo iz police, s tem lahko naredijo bistveno več kot kjerkoli vlada ali kjerkoli organizacija na svetu, ne. Ja, tukaj če na okolje pogledamo na več načinov, ne. Zdaj, glavno, o čemer se govori, so toplogredni plini, a ne. Tukaj zdaj mislim, da javnost kar že je ozaveščena o tem, da živinoreja vpliva močno na podnebne spremembe, ne, s tem, ko izpušča toplogredne pline. So pa še druge varne meje zmogljivosti, ki jih poznamo, ne. Zdaj, živinoreja vpliva tudi na to, koliko vode porabimo, ker kmetijstvo je pač največji porabnik vode, tista dejavnost, zaradi katere človeštvo največ vode porabi, a ne. Potem pri rabi površin je spet kmetijstvo tista glavna dejavnost, in spet tukaj govorimo v glavnem o živinoreji, pa pri upadanju biotske raznovrstnosti, torej pri številu izumrtij rastlin pa živali. Tukaj v glavnem vplivamo na to s tem, koliko veliko zemlje mi porabljamo za svojo prehrano. In tukaj ima vpliv, koliko kmetijskih površin uporabljamo in koliko recimo
modrih površin planeta uporabljamo, a ne. Ker glavni način izkoriščanja morij je ravno ribolov, a ne. Pa še ena tema je pa fosfor pa dušik. Zdaj, s tem, ko kmetijstvo uporablja mineralna gnojila ali pa hlevski gnoj, ogromno teh komponent gnojil uhaja v reke in potem tudi v morja, a ne. In zaradi tega nastajajo mrtve cone v morjih. In tudi tukaj pač lahko rečemo, kmetijstvo je tisti glavni vzrok in živinoreja je tista, ki najbolj prispeva k temu. No, mogoče tole živinoreja bi jaz še bolj izpostavil, ne. Problem živinoreje je tudi to, da v bistvu porabi ogromne površine planeta. Planet ima dosti omejeno površino, kjer stvari lahko rastejo, recimo, ne, kjer je pač zemlja plodna, in od tega je, mislim, da je zadnja ocena okrog 70% vse te površine, kjer lahko raste hrana, je uporabljena izključno za živinorejo, ne. Marsikdo takole nauči nekako v tej svoji laični, kako bi rekel, pogledu na prehrano, si misli, okej, tukaj imamo rastline, ne, to marsikdo je verjetno že slišal, ne. Imamo rastlinsko hrano, to so neki vegani, ki jejo rastlinsko hrano, potem imamo pa vsejedo hrano, kjer je rastlinska hrana plus meso, ne. Ne boste verjeli, koliko ljudi vpraša, no, ampak če bi vsi jedli vegansko prehrano, a bo dovolj površine, ne? In že samo to vprašanje pokaže nerazumevanje, kako stvari delujejo, ne. Že samo to vprašanje pokaže, da v bistvu ljudje ne razumejo, da v bistvu za 1 kilokalorijo živalske hrane treba skoraj 20 ali pa 30 kilokalorij rastlinske hrane, zato da ta 1 kilokalorija nastane. Se pravi, 10-krat toliko površin, recimo, ne. In to je problem, ker dejansko ne razumejo ljudje, da je treba prehraniti samo 10 milijard ljudi na svetu, ampak je treba prehraniti tudi milijarde in milijarde, mislim, da so celo trilijoni že živali, ki jih te ljudje jejo, ne. In ta prehrana teh živali je tista, ki najbolj obremenjuje. Se pravi, vsa ta rastlinska hrana, ki te živali pojejo, je bistven problem te, kako bi rekel, živinoreje, ne samo same živali, ne. Pa je ta vpliv živinoreje, če gremo nazaj, primerljiv z vplivom prometa in industrije, kako je to, ker se vsi toliko ukvarjajo z mogoče ostalimi elementi zaščite okolja, prehrano velikokrat ljudje najraje kar na stran potisnejo, ker je najbolj taka osebna, a ne, kako bi povezala to mogoče oziroma primerjala. Organizacija za prehrano v okviru Združenih narodov je že pred, mislim, da 20 leti ugotovila, da je obremenitev okolja, pa ne samo zaradi toplogrednih plinov, ampak na splošno obremenitev okolja zaradi živinoreje bistveno večja kot je celoten svetovni promet. In glede na to, da je ta analiza bila narejena zelo izdatno in je upoštevala veliko stvari, ki se ponovadi upošteva, se pravi znanstveno temeljito narejena, in mislim, da tukaj ni debate. Se pravi, hrana oziroma živinoreja je bistveno bolj obremenjujoča za okolje kot celoten svetovni promet. Pika. Ja, tukaj bi se jaz vrnil spet še na te varne meje zmogljivosti našega planeta, a ne. Zdaj, če bi govorili mi samo o podnebnih spremembah, potem bi tukaj lahko rekli, da so fosilna goriva tisti glavni vzrok za podnebne spremembe, potem pride živinoreja, ne. Zato, ker pod fosilna goriva spada ogromno stvari, spada naša elektrika, če pride s pomočjo fosilnih goriv, spada naš promet, če se prevažamo z avtomobili, ki grejo na bencin, spada tudi naše ogrevanje stanovanj, če se slučajno ogrevamo na način, da uporabljamo fosilna goriva, pa tudi recimo naši leti, kerozen tudi nastaja iz fosilnih goriv, ne. Tako da, če pod fosilna goriva spada ogromno komponent, in zaradi tega, če bi govorili samo o podnebnih spremembah, potem bi lahko rekli, da so fosilna goriva glavni krivec, na drugem mestu živinoreja. Ampak če pa govorimo o vseh varnih mejah zmogljivosti, ne, torej, da gledamo še vpliv na porabo vode, vpliv na mrtve cone, vpliv na biodiverziteto, raba zemljišč, potem je pa tukaj živinoreja tisti glavni krivec, ker živinoreja je problem res pri vseh teh komponentah, ki sem jih naštel, pri vseh teh vplivih na okolje, medtem ko recimo fosilna goriva so ogromen problem samo pri podnebnih spremembah.
nima recimo vpliva na veliko porabo vode ali pa nima velikega vpliva na biodiverziteto ali pa na rabo zemljišč ali pa na rušenje dušikovega ali pa fosforjevega kroga, ne. Tako da, če se gleda holistično, v okoljevarstvu, potem je živinoreja tisti glavni krivec. Halo? Še kakšen komentar ali gremo Ne, naprej? v bistvu je samo stvar, kako se stvari razdelijo. Ne, seveda, fosilna goriva so v bistvu, kako bi rekel, vir energije za civilizacijo. Ne. Zdaj, če se gleda, to je največji vir za civilizacijo, normalno, edini vir, oziroma daleč največji vir za našo civilizacijo so fosilna goriva in normalno, da je to pač posledično največji vir problemov. Ne. Problem je v tem, da zdaj ta vir ne moremo enostavno zamenjati za drugega vira. Ne. Zdaj je pa čisto drugo, če mi naročimo fižol namesto hamburgerja, je pa dosti enostavno zamenjati. Ne. Se pravi, z drugimi besedami, če ukinemo fosilna goriva, umre 5 milijard ljudi. Ne. Če pa zamenjamo recimo hamburger za fižol, pa noben ne umre. Ne. Tem je razlika. Se pravi, skratka, fosilna goriva so nekaj, kar v bistvu nimamo alternative, vsaj ne v naslednjih letih realne alternative. Pri prehrani, ki je pa praktično, skoraj bi rekel, za določene segmente en izmed največjih virov problemov, so pa alternative izredno enostavne in na dosegu roke in edini problem, da se jih ljudje kako bi rekel, ne poslužujejo, jaz temu rečem njihova razvajenost. Ne. Oni si želijo pač tako živeti, kot so jih babice in mamice navadile in si ne želijo spremeniti svojih razvad. Potem, ko sprememba fosilnih goriv za druge stvari, je pa stvar obstoja človeštva. Ne. Tako da to sta dve popolnoma nekompatibilne kategorije, ne. Čeprav res, da ena bolj mogoče vpliva kot druga, ampak nekompatibilne kategorije. Ena je stvar preživetja, druga je pa stvar razvajenosti. Ne. Ja, tukaj bi se jaz navezal še na tista prva vprašanja, ko smo govorili o tem, koliko ljudi se trajnostno prehranjujejo v Sloveniji, ne. Zdaj, kakor smo rekli, številka je tam nekje okrog 3% ljudi, ampak če bi politika naredila prehranske smernice pa preusmerila kmetijske subvencije, ne, bi lahko v parih letih se vsi prehranjevali trajnostno, ne samo 3% ljudi. Tako da tukaj res, pri prehrani imamo res lahko zelo hitre rešitve, ampak politika vedno počasi deluje, počasi se spremembe dosega, tako da novih trajnostnih prehranskih smernic zaenkrat še ni videti, no. Ja. Pomembno je, da tudi ljudje damo vedeti, kaj si želimo, a ne, pa se mi zdi, da v bistvu veganska prehrana je zdaj danes že toliko dostopna, da v bistvu ni zdaj nekih Ne bomo stradali, ne, če se odločimo, da ne bomo zrezkov jedli. Tako. Je lahko cenejša, no, to se mi se To pa sploh, komentirati. to je pa res, to je pa problem, ker tudi nazadnje so me vprašali, če je možno preživeti z vegansko prehrano na minimalni plači, oziroma nekako ljudje predvidevajo, da je veganska prehrana enaka vse jedi prehrani, s tem, da zamenjamo vse zrezke z nekimi veganskimi nadomestki, kar sploh ni res. Ne. Veganski nadomestki, recimo mesnih izdelkov, so dosti dragi, niso pa nujni del veganske prehrane, se da čisto normalno jesti, recimo stročnice, žita, polnovredna, recimo fižol, krompir, take stvari, riž, ne. To so najcenejše stvari, ki jih lahko sploh dobimo, sploh če jih kupujemo na veliko, ne. Druga stvar, ki je ponovadi, je to, da se veganska prehrana povezuje z nekimi ultra, eko, ne vem, naravno pridelanimi stvarmi, kar je sicer v redu, ampak ni pa nujno, sploh če tudi na vse jedi prehrani ne jemo neki ultra naravno in poskušamo prišparati denar s tem, da kupujemo poceni stvari, ne. Tako da treba je gledati iste kategorije, za isto kategorijo treba primerjati, ne. Pod črto pa vsekakor ni dražja prehrana, če je veganska kot vse jeda, ne. Zdaj, a mogoče naslednje vprašanje se nanaša bolj na te presežene varne meje zmogljivosti. Smo tukaj že vse komentirali ali bi še kaj povedala? V bistvu, kaj prispeva k preseganju že preseženih varnostnih mej zmogljivosti? Smo povedali, ja. Smo povedali, mogoče čisto, če povemo to v številkah, trenutni način, kako človeštvo živi, ne preživi 10 milijard ljudi. Ne preživi.
Če bi se vsi ljudje zdaj odločili, da ne bojo več razvajeni, da bojo pač jedli stvari, ki imajo majčkeno drugačen okus in ne bojo več razvajeni in bojo jedli točno tisto, kar jih je mamica navadila in bojo jedli pač drugačno hrano, lahko planet preživi 20 milijard ljudi. Stvar odločitve. Ne? To ni stvar, a bomo nehali s civilizacijo, če bomo nehali z avtomobili, lahko še zmeri vozimo avtomobile, lahko še zmeri vse počnemo, samo majčkeno drugačen okus bo naša hrana imela. Edina stvar, ki se moramo pač odločiti. Ne? Če to želimo, 20 milijard ljudi lahko mirno preživi na našem planetu, brez problema. Kako pa se v bistvu prehranjuje povprečen prebivalec Republike Slovenije, pa kaj predstavlja največji problem pri tem načinu prehrane? Zdaj tukaj mogoče še eno podvprašanje, kakšna so v bistvu sploh priporočila glede vnosa mesa, se pravi mogoče primerjava, kakšna so priporočila raznih svetovnih zdravstvenih prehranskih organizacij v primerjavi s slovenskimi priporočili pa v primerjavi z dejanskim stanjem. Ja, zdaj tukaj ena izmed zadnjih raziskav, ki je bila v Sloveniji narejena, je pokazala, da povprečen Slovenec, moški, poje na teden 1800 gramov mesa, ženska pa 1200 gramov mesa. No in zdaj mi v Sloveniji imamo na žalost takšne prehranske smernice, ki omejujejo samo vnos rdečega mesa, pa predelanega mesa, ne pa tudi belega mesa pa rib, ne. Tako da tukaj v Sloveniji nimamo takih prehranskih smernic, ki bi lahko primerjali te številke direktno. Potem tudi Svetovna zdravstvena organizacija deluje po enakem principu, mislim, slovenske prehranske smernice se zgledujejo v bistvu po prehranskih priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, tako da tam tudi pač omejujejo rdeče meso, predelano meso, belega pa ne. Tako da na žalost niti slovenske, niti WHO prehranske smernice ne upoštevajo trajnostnega vidika prehrane in zaradi tega tudi pri mesu nimamo takih strogih priporočil, kakor bi mogla biti, ne. Tako da tudi te obojne smernice se morajo še posodobiti, obojne morajo vključiti trajnostni razvoj in če bi imele pa vključene še trajnostni razvoj noter, potem bi lahko rekli, da je neka zgornja priporočena meja za vnos mesa 300 gramov na teden. In v primerjavi s tistim, kar sem prej povedal, bi to pomenilo, da povprečen moški Slovenec poje 6-krat preveč mesa, povprečna ženska pa približno 4-krat preveč mesa. No in ko govorimo o trajnostni prehrani, je to tista največja diskrepanca med tem, kaj je priporočeno v trajnostni prehrani, pa kako se je v Sloveniji. Na drugem mestu je pa diskrepanca pri mlečnih izdelkih. Zdaj, pri mlečnih izdelkih je spet tako, da WHO prehranske smernice pa slovenske prehranske smernice, ker ne upoštevajo trajnostnega razvoja, tolerirajo kar veliko količino mlečnih izdelkov, tako da če bi vnos mlečnih izdelkov primerjali s temi smernicami, Slovenci ne pojedo preveč mlečnih izdelkov. Če bi upoštevali trajnostne prehranske smernice, bi pa tukaj lahko rekli, da Slovenci pojedo približno 2-krat ali pa 3-krat preveč mlečnih izdelkov. Ker zdaj omenil sem najprej meso, pa potem mlečne izdelke, ker ko govorimo o trajnostni prehrani, so živila iz preživkovalcev tista, katere se najprej splača omejiti. Živila iz preživkovalcev so pa tista, ki prihajajo iz krav, bikov, koz, ovc, ker preživkovalci so tiste živali, ki prežvekujejo travo ali pa prežvekujejo tisto krmo, ki jim jo živinorejci dajo in pri tem izrigavajo metan. In zaradi tega metana so živila iz preživkovalcev, kar se podnebnih sprememb tiče, najbolj sporna, ne. In tako da to je tista primerjava, ki bi jo jaz omenil. Če ima pa Marko še kaj za dodati, pa tudi. Ja, seveda, mislim, se čisto strinjam. To je problem. Seveda, s te probleme, ker so te smernice, kot prvo so na osnovi zastarelih podatkov, recimo 50 let starih podatkov, nekako, jaz ne vem zakaj, ampak v Sloveniji ta stroka sledi tem podatkom tako počasi, da v bistvu sledi, recimo, je 30 let za recimo sodobnimi podatki, na žalost. Drugo je to, da te smernice ali karkoli niso namenjene temu, da bi šle v ostale, recimo, aspekte prehrane, kjer ni samo zdravje, ne, te
Smernice so samo zato, da bo manj bolezni, ne, določenih bolezni, ne vseh bolezni, ampak samo manjša pojavnost bolezni. Ne zanima jih recimo obremenjenost okolja, prehranska samozadostnost države, etika, te stvari, ki so te smernice pisali, absolutno sploh ne zanima in to so tudi jasno povedali. So rekli, mi bomo smernice pisali, ne zanima nas prehranska samozadostnost, ne zanima nas etika, ne zanima nas obremenjenost okolja, sploh. Oni bo gledali samo, izključno samo en majhen delež teh raziskav, kjer bo gledali samo, ok, pojavnost bolezni bo v mejah, recimo, kako bi rekel, statističnega šuma, se pravi, ne bo ekstremna. Samo to jih zanima, ne? In to je, mislim, da takole ozko gledanje na aspekt prehrane, ki ima vpliv praktično na vse segmente človeškega življenja na tem planetu, ne? In tako ozko gledanje, jaz mislim, da je v 21. stoletju nedopustno, ne? Katere spremembe bi pa rekla, da so najboljša odločitev za zmanjšanje ogljičnega oziroma okoljskega odtisa vsakega posameznika? Kaj torej svetujete vsem, ki danes poslušajo webinar? Ja, veganska prehrana, ne, ali pa vsaj 99% veganska prehrana, čim manj živi živalskega izvora, pika. Ne. Bližji, ko si, boljše. Zelo enostavno. Ja, tukaj bi jaz postavil eno skalo, ne, ko imamo tudi prav meta-analize, ki naredijo neko skalo in primerjajo zelo veliko različnih načinov prehranjevanja in potem primerjajo vsak način prehranjevanja z vsakim, ne. In najprej, če nekdo hoče zelo majhno spremembo narediti, je idealno, da izloči vsa živila iz prežvekovalcev iz prehrane, to pomeni goveje meso, kozje meso, če ga mogoče uživa, ovčje meso, če ga mogoče uživa, pa mlečne izdelke. Pa sir. Ja, mlečne izdelke, kamor spada seveda tudi sir, ne. Ja. No, in to je eden izmed takih načinov za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Še bolj učinkovito kot to je fleksitarijanska prehrana, torej če nekdo recimo samo enkrat na teden ali pa enkrat na mesec uživa meso, drugače pa se večinoma izogiba živilom živalskega izvora. Še bolj učinkovito kot fleksitarijanska prehrana je vegetarijanska prehrana, torej prehrana brez mesa, in pa najbolj učinkovita je veganska prehrana. Ja, kot sem rekel, veganska je, čim bližje prideš, boljše, ne. Ja. Kakšen vpliv pa imajo na okolje živila živalskega izvora v primerjavi z živili rastlinskega izvora? Ja, tukaj je zdaj odvisno, katero stvar bi pogledali, ne. Recimo, če pogledamo toplogredne pline, ker to je tisto, kar je najbolj preučevano, tukaj imamo spet eno lestvico lahko postavljeno, kjer vidimo, da največ toplogrednih plinov proizvede recimo govedina, ovčje meso, kozje meso, potem sir. Zdaj, če bi se kdo čudil, zakaj sir tako visoko, recimo za 100 gramov sira lahko nekdo porabi 1 kilo mleka, ne, da ga proizvede. No, potem recimo, da so po količini toplogrednih plinov na vrsti prašičje meso, recimo ribe, potem perutnina in potem počasi pridemo na rastlinske vire, ne. Torej, če razvrščamo različna živila od tega, kateri so tisti, ki imajo največ učinka, pa tisti, ki imajo najmanj učinka na toplogredne pline, vidimo, da je tako, da lahko rečemo, da skoraj vsi rastlinski viri imajo manj emisij na 100 gramov ali pa na 100 kalorij, kot pa živila živalskega izvora. Ja, in tukaj bi jaz še eno stvar povedal, ki je zelo pomembna, recimo dostikrat se manipulira s tem in se govori, poglejte, ja, mandeljni, ne, recimo Kalifornija je ena izmed vodilnih držav, ki proizvaja, ameriških držav, ki proizvaja mandeljne in tam razlagajo, da ne vem, koliko milijonov litrov vode porabijo za te mandeljne, ne.
Pozabil pa povedati, da te mandeljne pol oni izvažajo skoraj po celem svetu. In v bistvu, če se pogleda, in to je izključno bi rad poudaril, zmeraj je treba gledati na kilokalorijo, na enoto energije, koliko vode se porabi, ne samo na to, koliko neka panoga porabi vode, ne. In če se pogleda to na kilokalorije iz mandeljnov, v bistvu ta stvar za 10-krat manjša, desetino tega, kolikor je recimo poraba vode za recimo govedino ali pa za sir, ne. Tako da tukaj je zelo pomembno, kako se te stvari gleda, in velikokrat se manipulira s tem na veliko, sploh razni Facebook znanstveniki, ne, to na veliko poudarjajo, kako so mandeljni problem, pa ne vem, kaj še poudarjajo, kvinoa, ne vem kaj, da je to problem, ker gledajo samo nek segment in ta segment porabi toliko pa toliko vode in oni pač sklepajo, da je to nek problematičen segment, ne. Tako da v bistvu, ja, no, če gledamo zdaj samo za obremenitev, ne, vode, za obremenitev okolja, je to ena stvar. Tukaj bi jaz še enkrat poudaril, da prehrana sama ima poleg obremenitve okolja ima še druge aspekte, ne, dva, ki sta najbolj pomembna, sta zdravje pa etika, ne. Če vse tri aspekte upoštevamo, mislim, da tukaj ni debate, ne, sploh. Ja, pa tukaj, ko je zdaj Marko odprl še tematiko porabe vode, a ne, bi zdaj, ko imamo glih okoljski webinar, bi omenil, da v bistvu vse skupine živil lahko primerjamo in po toplogrednih plinih, in po porabi vode, in po tem, kakšen vpliv na eutrofikacijo voda imajo, in pa tudi koliko porabijo zemlje, recimo, ne. In najbolj sporno, če vse te aspekte pogledamo, so najbolj sporna torej živila iz pričakovalcev, potem na drugem mestu je prašičje meso, pa potem perutninsko meso, potem so ribe in najmanj sporno se pri vseh teh vidikih izkaže, če pridobivamo beljakovine iz stročnic ali pa iz žit. Potem pri oreščkih, kakor je Marko omenil, zdaj odvisno, kaj primerjamo, ampak če gledamo večino teh aspektov, se recimo mandlji ali pa katerikoli oreščki zelo dobro izkažejo. Tudi če bi recimo se samo pri eni komponenti, kakor je voda, če bi se izkazali slabo, to ni panike, ker je treba gledati celoten okoljski vtis, ne samo ene majčkene komponente. Celo prehransko shemo, ne samo eno živilo, ne. Ja, potem so pa še semena, ki jih ponavadi uvrščamo med oreščke pa semena, ampak ta so pa ponavadi najslabše analizirana, tako da tukaj pri semenih ne moramo veliko reči, no, ampak verjetno se tako obnesejo kakor oreščki. Tako da če gledamo vse vire beljakovin, najboljše se je zanašati na beljakovine iz stročnic pa iz žit. Ja, v bistvu si naredil uvod na naslednje vprašanje. Bi pa vmes samo še omenila, no, da vsi, ki želite biti udeleženi v nagradnem žrebanju v Zoomu na koncu, dajte si sam klikniti na 3 pikce zgoraj desno pri svojem okvirčku, pa si spremeniti ime, tako da se vidi vsaj ime pa prva črka priimka, lahko pa tudi ime pa priimek, da bo še lažje, ker vsi brez kakšne črke priimka pa vsi z nekimi številkami žal ne boste mogli biti v žrebu udeleženi, tako da dajte samo za to poskrbeti, pa seveda so tudi med samim webinarjem dobrodošla vprašanja za Markota pa Matevža, ki jih bomo pa več ali manj odgovarjali na koncu, razen če bo kakšen res zadev tematiko, o kateri ravnokar govorimo. Vprašanja lahko dajete in v chatu Facebooka, v Facebook komentarjih, kot v chatu na Zoomu. Pa če gremo pol kar naprej, katera beljakovinska živila imajo najmanjši okoljski vtis? To sta v bistvu že malo To načela. sem že odgovorila, v bistvu že. Imata še kaj za dodati tukaj na to tematiko? Ja, žita pa stročnice, ja. To je to, okej. To se splača jesti. Ja. Um, Tudi mogoče še en primer. Stročnice so povezane z večje uživanje stročnic, daljša življenjska doba. Tudi mogoče ta podatek ni odveč. Ja, pa res je. Še gobe pa alge sta pozabila ovrednotiti, ampak Ja, tudi to bi bilo zanimivo si celotno literaturo še za alge pogledati, ja. Ampak verjetno nimamo toliko natančnih podatkov, da bi lahko prav vse komponente okoljskega vtisa. Zaenkrat mislim, da alge ne dosegajo takih procentov, kako bi rekel, kalorijske vrednosti, da bi lahko rekel, ne. ja. Tudi gobe, dobro.
Ne? Vseeno, recimo, da mislim, da je poraba vode in vsega precej manjša kot za živila živalskega izvora. Ja, se je bila bolj šala, no, ampak hvala tudi tukaj za Midva vse resno odgovor. vzameva. tako da. V redu, pa velikrat je pol vprašanje glih zaradi povezave s temi oreščki, raznimi mandlji, indijskimi oreščki in podobnim, katero rastlinsko mleko v bistvu izbrati, pa moramo upoštevati, da recimo riž, a ne, vedno imamo primerjavo pol soja, marsikoga skrbi, dajte majčkeno še tole razložiti pa komentirati. Mogoče bo mesto, ker sem najbolj glasen pri teh stvarih. Zdaj, če se to rastlinsko mleko vzame kot samo voda, ne, potem je vseeno kot pijača. Ne. Zdaj, če se ga pozame, če nekdo računa na prehranske vrednosti, pa jaz izredno priporočam sojino mleko, ker je v bistvu po sestavi, recimo, in kar se tiče beljakovin in sploh, če dodam kalcij, B12 in te stvari, ne samo, da je primerljiv z kravjim mlekom, ampak ga pa še presega v določenih stvareh, ker ne vsebuje holesterola in nasičenih maščob. Tako da je v bistvu superioren kravjemu mleku in prehransko v bistvu pa zadosti enakim potrebam. Tako da, če bi kdo mene vprašal, jaz zmeraj priporočam sojino mleko, ni se pa treba, vsaj glede na znanstvene raziskave, sploh izogibati soji, prej obratno. Ja, dober povzetek. Ja. Na prvem mestu bi tudi jaz kar sojino mleko omenil. Je pa tukaj velikokrat tako, da se primerja kravje mleko z riževim mlekom, Ja. mandljevim mlekom, ovsednim mlekom pa sojinim mlekom. Ne. In tukaj, če pogledamo vse aspekte okoljskega odtisa, bo najslabše kravje mleko, a ne. Na drugem mestu, no, mislim, najboljše bo ta sojino mleko in ovsedno mleko, ker z vseh vidikov okoljskega odtisa nista problematična. Riževo mleko, mislim, da se bo malo slabše izkazalo pri toplogrednih plinih, ker na teh plantažah nekaj metana tudi uhaja, ampak to še vseeno je riževo mleko tudi z tega vidika boljše kot kravje mleko. Pa pri mandljevem mleku se bo verjetno to upoštevalo, da je vodni odtis višji kakor pa pri ovsenem pa sojenem, ampak še zmeraj bo vodni odtis nižji kakor pa pri kravjem mleku. Tako da živalska mleka pa pojdite rajši na rastlinska mleka. Mogoče tukaj še en pomemben podatek. No. To so glede na, recimo, verjetno na količino. Ne. Glede na prehransko vrednost, recimo riževo mleko je v bistvu obarvana voda, ne. Noter ni praktično nobenih hranilnih snovi. Medtem ko ovseno mleko je dobro prehransko, sojino je pa, kako bi rekel, od rastlinskih mlek daleč najboljše. Ne. Se pravi, ni nobenega znanstvenega razloga, zakaj bi se izogibali soji, in ni, bom zdaj še majčkeno načel te teorije zarote, ni naključje, zakaj se toliko teorij zarote širi okrog soje in nekih fitoestrogenov, in to niso te stvari se ne širijo naključno, te stvari se širijo z namenom, ker določene industrije vejo, da je soja pa sojini proizvodi so njihov, kako bi rekel, Ahilova peta oziroma nekaj, kar lahko njihove proizvode uniči. Tako da ne verjeti v te teorije zarote, da je soja nekaj škodljiva. To znanstveno ni utemeljeno, niti slučajno. Če nekdo bere znanstvene raziskave, vidi, da na temu ni nič nobene substance. Ne. Tako da ne se izogibati soji, sojnim mlekom. Mislim, da je tudi eno vprašanje, ki bo majčkeno kasneje mogoče lahko malo zastavljeno, pa ga lahko že zdaj odgovorimo na njega. Ne. Da ni soja v bistvu stročnica, ne. Nič dosti drugačna kot fižol ali pa leča, ne, čičerka, podobne stvari. Tako da ni nobenega razloga, da bi se izogibali sojnim beljakovinam, še manj pa razloga, da bi se izogibali sojnemu mleku. Ne. To je čisto znanstveno utemeljena stvar in kdorkoli trdi drugače, je pač zagovornik nekih teorij zarote in nekih, ne vem kakšnih, kako bi rekel, kvazi znanstvenih scare tactics, ne, bi se temu rekli, kako bi po slovensko rekli, strašenja ljudi z namenom, da jih odvrnejo od
izredno superiornih nadomestkov za dosedanja živalska živila. Ne. Ja, dobro povedano. Tako da se, če koga več zanima o sami soji, pa v povezavi s prehrano za človeka, si naj pogleda webinar, ki smo ga imeli na začetku meseca, je na voljo in na YouTubu, na naši spletni strani, na Facebooku, povsod. Tako da, če vam bo tale webinar všeč, dajte še ostale pogledati. Večkrat naročite sojino mleko ali pa vseeno v kafičih, zaradi tega, da končno to rižno mleko malo na stran damo, ker mislim, da je čist prevečkrat samo to na voljo. No? Tako da dajte, zdaj nismo več na tej fazi, da smo zadovoljni s čemarkoli, zdaj hočemo boljše izbire. V restavracijah, lokalih, trgovinah želimo pač to, kar nam pripada. Zdaj pa mogoče še pojdimo majčkeno na temo rastlinskih mesnih nadomestkov. In sicer tudi ti ščitijo okolje, se pravi, govorimo predvsem o teh raznih veganskih salamah, zrezkih, burgerjih. Kaj pa kultivirano meso oziroma laboratorijsko, ali kako se mu reče? Lahko jaz zelo na hitro povem, Ja. to vprašanje se je že večkrat pojavilo. Problem živalskega izvora ni zato, da so živalski, podobni živalski, da nek določen okus. Problem je v tem, da je treba ogromne površine, kjer se proizvaja hrana za te živali oziroma površine, kjer te živali lahko sploh živijo in njihov čas življenja, kjer podajo oziroma izpuščajo emisije, recimo metan. Ne. Pri rastlinskih nadomestkih tega ni, ker so narejeni direktno iz rastlin. Skratka, v bistvu rastlinski nadomestki raznih zrezkov in tega so v bistvu njihov izpust je zanemarljiv. Ne. Zanemarljiv, podobno kot ostala rastlinska hrana, je zanemarljiv v primerjavi z mesom, ki čisto na drugačen način, na izredno bolj potraten način nastane. Ne. Zato je, bi rekel, rastlinski nadomestki živalskih živil imajo bistveno manjši vpliv na okolje. Ja, tukaj bi jaz to dodal, ne, da glavni vir, recimo, toplogrednih plinov vedno nastaja v kmetijstvu, tam v fazi pridelovanja rastlin ali pa pri živinoreji, ne potem v fazi predelovanja. Ne. Tako da tukaj, ko govorimo o rastlinskih imitacijah mesa, si kdo misli, da zaradi tega, ker je to narejeno v nekem proizvodnem obratu, ker je to predelava, da bi zaradi tega lahko bil višji okoljski odtis, ampak to ni tako, ne. Ker večina okoljskega odtisa nastane na njivah oziroma v hlevih. Ne. Kar se laboratorijskega mesa tiče, je pa verjetno težko zdaj že v tem letu to oceniti, ne, ker najprej mora ta proizvodnja biti toliko masovna, da bo cena padla in da bo okoljski odtis padel, ker pač dokler karkoli proizvajaš v zelo majhnih količinah, bo na enoto slaba cena in slab okoljski odtis. Razumljivo, ja. Se čist mogoče laično, je pa tudi res, a ne, da v bistvu vsi te rastlinski mesni nadomestki, se mi zdi, da so relativno novi in zaradi tega, ker so pač to bolj nova podjetja, velikokrat se poslužujejo tudi bolj modernih tehnologij proizvodnje in pa tudi bolj okolju prijazne embalaže. Kaj pa vidva mislita o tem, je to mogoče res? No, embalaža je itak minimalen del. Embalaža in transport prehrani sta minimalen del vpliva na okolje. Ne. To marsikdo misli, joj, ta uvitek pa to. Je res, ni najbolj okolju prijazen, ne. To je res, ne. Ampak v primerjavi, ne, to pač znanstvene raziskave pokaže, isto transport, ne, je zanemarljivo, ne. Tako da res je absolutno boljše jesti lokalno hrano, ker je pač absolutno, če ne drugega, da se podpira lokalno gospodarstvo, ampak samo vpliv na okolje je pa minimalen, govorimo o parih procentih. Ne govorimo, ne vem, tudi če bi nekdo prešel na popolnoma lokalno, recimo mesno prehrano, v primerjavi z popolnoma nelokalno vegansko prehrano, bo tisto, ki bo jedel lokalno mesno prehrano, bistveno bolj bremenijo okolje kot nekdo, ki bo jedel amazonsko sojo. To samo tako povem, ne. Ni nujno, da sojo. Samo avokade. Lahko bi jedel samo avokade, ne. No, to bi malo težko, ampak hočem reči, da
Sam transport je minimalen. No. Bistveno je tip hrane, recimo transport vpliva, pa mislim, so izračunali med 4 pa 6% celotnega vpliva. Ne. To je spravo, skratka, lahko s popolnoma lokalno prehrano zmanjšamo za 6% svoj odtis, ne. Ki je pa že tako lahko previsok, če ima živila živalskega izvora. Ja, Matevž, tukaj si v štartu omenila pač embalaže, a ne. Sej odpadki seveda so problem, a ne, v svetu. Ampak tukaj, če se vrnemo nazaj na te varne meje zmogljivosti našega planeta, embalaže oziroma odpadki nimajo bistvenega vpliva na upadanje biotske raznovrstnosti, nimajo bistvenega vpliva na to, koliko kmetijskih površin porabimo ali pa koliko površin porabimo za človeštvo, nimajo bistvenega vpliva na to narušenje fosforjevega kroga, dušikovega kroga, pa na podnebne spremembe tudi ne. Kar je problem pri embalaži, je edino to, pri varnih mejah zmogljivosti imamo eno komponento, ki se ji reče novel entities, sem uvrščamo vse, kar pride na novo, taki novi proizvodi, ki še niso toliko preizkušeni, ni toliko preizkušen njihov dolgoročni vpliv na zdravje ljudi. In tukaj embalaže mogoče, s tem, ko prihajajo mikrodelčki povsod v vodo, v pitno vodo, s tem, ko se jih dotikamo, ko so del nas v bistvu, če je to kakšen problem, bi lahko bil samo ta komponenta varnih nezmogljivosti našega planeta, ne, novel entities. Samo tukaj uvrščamo ogromno različnih komponent, ki jih uporabljamo vsakodnevno, ni embalaža neka posebnost, kar se tega tiče, no. Je majhen delež, ne. Glede na to, kakšen je poudarek na to embalažo, pa na transport hrane, pa tudi na zavrženo hrano, ne, to so minimalni, res, to je približno tako, kot če bi si Titanik potapljal, ne, mi bi si sedeli na Titaniku, nekdo bi se pa ukvarjal tam, da puščajo pipe in se voda nabira na dnu, ne. Je problem, seveda, Titanik se bo par minut prej potopil, ampak je irelevanten glede na to, da voda dere noter tamle, kjer je luknja, ne. In ta voda, kjer dere luknja, je živinoreja, nič drugega. Koliko se pa okoljevarstvena prehrana kaj tiče etike? Sem že jaz prej omenil, ne. Da. So pač več aspektov hrane, ne, zmeri se lahko gleda samo enega, ampak in na žalost se dostikrat gleda samo enega, naše prehranske smernice, pa sploh ta stroka v Sloveniji govori o nekih samo zdravstvenih aspektih, ki je samo en majčken delež. Govori se mogoče o zadnje čase tudi o okoljskih vplivih, ne, s tem, da se tudi tukaj marsikdaj pozabi, ne, se govori o o embalaži, o transportu, o lokalni hrani, namesto da bi si govorili o posameznih živilih, koliko premenjujejo, v etiki se pa sploh ne govori, ne. Ker v etike se pa vsi bojijo, ker če se začne govoriti o etiki, se pa ve, ne, kakšen je rezultat debate. Ja, tukaj bi jaz še to povezavo z etiko povedal, ne, da če recimo smatramo izumiranje vrst kot nekaj neetičnega, ne, če to mi povzročamo, potem je tukaj treba vedeti, da trajnostna prehrana je tista, ki zelo dobro ščiti pred izumiranjem vrst, a ne, ker če bi imeli vsi trajnostno prehrano, bi porabili zelo veliko manj površin in bi lahko recimo tisti preostanek planeta, ki ga zdaj uporabljamo za kmetijstvo, uporabili za pogozdovanje ali pa za poddivjanje oziroma rewilding in bi glede divjih živali bi bilo bolje poskrbljeno, kakor je bilo v tem trenutku, ne. To je en etični aspekt dodaten. Še eden je pa ta, ne, da recimo s podnebnimi spremembami najbolj prizadenemo tiste, ki so v nerazvitih državah, ki niso krivi za podnebne spremembe, a ne. Najbolj so za podnebne spremembe krive razvite države, ker imajo na prebivalca največji okoljski vtis. In če hočemo pač zaščititi tiste, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo, je tudi smiselno, da se poslužujemo trajnostne prehrane. Hvala za odgovor.
Zdaj tudi glede ekoloških pa lokalnih izdelkov sta v bistvu že odgovarjala. V bistvu nas zanima, no, tudi koliko smiselno je izbirati ekološke pa lokalne izdelke. A imate še kakšen komentar na to tematiko? Za lokalnost sem že povedal, smiselno Mhm. je, zato da podpiraš lokalno gospodarstvo, to je zmeri dobro, ne. Ekološko pa lokalnost sama nima kakšnega blaznega vpliva, niti etično, niti tako, ne, ker je procent transporta, ne, ljudje mislijo, da se paradižniki pa avokadi vozijo v avionu v prvem razredu, lepo pripeti s pasom in se peljejo z avionom iz Amerike, južne. V resnici je pa transport na kalorijo, ki se uvoz recimo iz kjerkoli minimalen. Tako da je v bistvu bistveno bolj pomembno samo živilo, kako nastane, ali živalskega izvora ali ni. Kar se tiče pa eko pridelave, je pa spet zdaj tako, ne, zdaj debate so o tem, a je eko pridelano, a je to, imamo več pojmov, kaj je to eko, ne, nekateri prisegajo na eko pridelavo z živalskim gnojem. Ta stvar ni pretirano ekološka, ker ta živalski gnoj je zato, da se ga pridela, potreben kar precej škode podnebne, ne, plus vsebuje precej dušikovih spojin, ke v bistvu dušikovih oksidov, ker pol, ke grejo v zrače, imajo približno 300-kraten toplogreden vpliv kot CO2, ne, tako da določene seveda ekološke recimo metode so recimo bolj ekološke, bolj prijazne, določene pa tudi vprašljivo, če so, ne, tako da mogoče to je moj komentar na hitro. Matevž, imaš še kakšen komentar? Ja, tukaj bi jaz isto rekel, ne, da pri ekološkem kmetijstvu moramo reči, da so ene prednosti in so ene slabosti, a ne, tako kakor so pri konvencionalnem kmetijstvu ene prednosti in ene slabosti. In zdaj, če potegnemo pač neki povzetek, lahko se ljudje prehranjujejo s konvencionalno prehrano ali pa z ekološko. Ne bo zdaj to imelo nekega pozitivnega vpliva na okolje, pa tudi hkrati ne bo imelo negativnega vpliva na okolje, če gre za živila rastlinskega izvora, ne. Če gre pa za živila živalskega izvora, tam pa vemo, da a ne, že tako so živila živalskega izvora problematična, kar se tiče toplogrednih plinov in kar se tiče rabe zemljišč. Če bi pa živila živalskega izvora bila ekološka, bi pa še več toplogrednih plinov izpustila, pa še več kmetijskih površin bi porabljala. Tako da v tem trenutku, ko na planetu uporabljamo veliko preveč kmetijskih površin, ekološko pridelana živila živalskega izvora pač niso priporočena, no, kar se okolja tiče. Ja, se strinjam, niso nujno boljša, ne, so pa metode, ke recimo zmanjšajo, recimo glede na to, da večjo porabo zemljišč rabijo, ampak so pa metode, ki rabijo zmanjšanje recimo kemične proizvodnje gnojil in tako naprej, recimo kolobarjenje je ena izmed teh metod. Bi pa tule še omenil, da je treba tudi zelo vedeti, da ekološka živila sama po sebi ne vsebujejo bistveno več hranilnih snovi kot neekološko pridelana živila. To je dostikrat neki mit, da so neekološko oziroma intenzivno pridelana živila nekako bolj revna z živili. Mislim, mogoče so majčkene razlike, ampak ni pa bistvenih razlik, da bi rekel, da bo nekdo pa bistveno bolj prehranjen z ekološkimi. Se pravi, spet je odvisno, kako so te stvari pridelane. To je zdaj težko dati v en koš vse stvari, ne. So metode, ki so bistveno bolj, kako bi rekel, okolju prijazne in manj obremenjujejo okolje. Poleg tega, da uporabljajo večje površine, recimo manj pesticidov, manj gnojil umetnih in tako naprej, ki tudi, recimo umetna gnojila tudi porabijo določeno energijo za to, da se proizvedejo. Tako da tukaj je veliko enih stvari, ki jih je treba upoštevati, ne. Ampak načeloma ni toliko bistvenih razlik, vsaj ta moment, da bi lahko rekli, da se bo svet spremenil, če bo ljudje začeli ekološka živila jesti, ne. Kako pa v to zgodbo vstopi zavržena hrana? Mogoče kako bi to povezala z
tudi ta del je v bistvu, se več govori o njem, recimo, če se govori o prehrani, ne, se velikokrat se reče, joj, embalaža, transport, zavržena hrana, to so stvari, ki jih je treba rešiti in potem bo stvar, kar se tiče prehrane, rešena. Ne. To so vse malenkostni aspekti prehrane, res malenkostni, ne. So problematični, ampak recimo zavržene hrane, tudi če ne vem, kaj naredimo, bo tehnično zelo težko narediti, ne, ker je pač veliko ljudi treba prehraniti, treba to hrano treba shranjevati, ta hrana se lahko pokvari, zmečka, karkoli se poškoduje, ni več varna za ljudi, tako da delež te prehrane se lahko zmanjša, ne more iti pa na nič, ne. Potem embalažo smo ugotovili, da v bistvu tudi ni pretirano velik delež embalaže, ni pretiran, kako bi rekel, obremenjujoč za okolje. Je obremenjujoč, ampak ni tak delež v primerjavi z ostalo prehrano, za transport sem pa tudi že omenil. Tako da delež, ampak res delež največji vpliv je, kakšno živilo kupimo. A je živilo živalskega izvora ali pa ni živalskega. To je recimo 90%, embalaža, transport pa zavržena hrana je pa ostalih 10%. Zdaj, a se bomo ukvarjali s temi 10%, a se bomo ukvarjali raje z 90% problema, je pa stvar družbene, pa stvar posameznika. Pa v bistvu ni izključeno, da se ne bi z obema deloma Lahko se pa hkrati, a ne, absolutno z samo obema tako. pač Ni pa, boljše dati prednost tistemu, ki je bolj učinkovita, ne. ne, če te bo povozil avto, hkrati bo pa kamen na avto padel, se rajš probaš avto izogniti najprej, pa se pa ukvarjal, ti bo kamen na nogo padel, ne. Lahko ti tudi ne pade, ampak če imaš na izbiro, raj kamen na nogo, ke pa avto čez glavo. Čisto nekako, ne. Všeč so mi te poenostavljene razlage. Kako pa potem nahraniti 10 milijard ljudi, brez da uničimo planet? Kako mogoče tudi izboljšati prehransko varnost Slovenije? Velikokrat se govori o samooskrbi, neki prehranski suverenosti. Kako komentirate? Že prej sem zelo na hitro omenil, ne samo kako prehraniti 10 milijard, kako prehraniti 20 milijard. Ni nobenega problema. 20 milijard ljudi se prehrani z vso zavrženo hrano, z vso embalažo in z vsemi lokalno, nelokalnimi pridelami, stvarmi se lahko prehrani 20 milijard ljudi. Brez problema. Samo ne smemo biti razvajeni. Moramo majčkeno drugačen okus, kot so nam mamice ga servirale, ko smo bili majhni. Pojesti pa bo. To je vse, kar je. Pa majčkeno drugačne recepte uporabljati. To je edina, kako bi rekel, stvar, ki jo moramo spremeniti. Ni treba industrije spremeniti, ni treba ukiniti prometa, s tem, da če ukinemo promet, uničimo kompletno gospodarstvo na planetu in praktično uničimo cele države, uničimo cele, ne vem, praktično civilizacijo uničimo. Pri spremembi prehrane samo preusmerimo eno proizvodnjo v drugo proizvodnjo, ne. To je vse, kar je. Sprav, okus moramo spremeniti, to je vse, kar je. Razvajnost. Tukaj bi jaz povezal prejšnjo vprašanje in to vprašanje. In sicer, ko govorimo o zavrženi hrani, ponovadi razmišljamo o tisti hrani, ki jo vržemo v bioodpadke. Ampak največ zavržene hrane je nevidne. To je tista hrana, s katero živinorejci krmijo rejne živali, a ne. Ker ogromno poljščin se uporablja za krmljenje rejnih živali in tak način krmljenja živali je zelo neučinkovit, a ne, ker rejne živali uporabljajo to krmo že zato, da pač živijo, da se gibajo, da uporabljajo svoj bazalni metabolizem in ta energija iz poljščin se izgublja po nepotrebnem. In veliko bolj učinkovito bi bilo, če bi mi poljščine direktno jedli, ne pa da bi rejne živali s tem hranili, ne. In to je tudi tisto vprašanje, kako nahraniti največ ljudi. Tako da poljščine uporabljamo direktno za prehrano ljudi, ne pa da krmimo rejne živali s temi. To, no, pa če smo zdaj glih, ki imajo vprašali za Slovenijo, evo, tukaj bom pa zdaj citiral podatke, slučajno jih imam pri sebi. Mislim, da so z leta 2017 smo v Sloveniji proizvedli samo od žit, poleg vse hrane, ki smo jo proizvedli, gledamo samo žita. V Sloveniji smo proizvedli 547 tisoč ton žit. V Sloveniji leta, mislim, da 2017. Če to pretvorimo v energijo, smo dobili s temi žiti, samo s temi žiti, pa z ničemer drugim, smo dobili približno 2600 kilokalorij dnevno za vse prebivalce Slovenije. Sprav, samo iz žiti smo zadostili vsem kalorijam celotne Slovenije, ne.
Dobili smo 70 gramov beljakovin za vse prebivalce, kar je več, kot rabijo ljudje. Ne? 70 gramov je več, kot je povprečna potreba po beljakovinah. Skratka, izključno samo z žiti smo mi pridelali dovolj hrane za celotno Slovenijo. Celotno Slovenijo. Ne? Ampak, ker teh žit niso ljudje jedli, ampak jih je jedli približno 80 milijonov, poleg 2 milijonov ljudi, ki v Sloveniji živi v Sloveniji še 80 milijonov živali, ki morajo tudi jesti, smo, poleg tega, da smo pridelali ta žita, smo mogli še 319 tisoč ton uvoziti žita. Skratka, ne, da smo imeli dovolj žita, smo ga mogli še uvoziti. Tukaj vidimo, v čem je problem slovenske, kako bi rekel, ne samozadostnosti prehranske. Ne. Slovenska prehranska ne samozadostnost je totalni rezultat hrane, ki jo ljudje v Sloveniji jejo. Sprav, ljudje hočejo jesti meso, ne, zato da se to meso proizvede, moramo v Sloveniji približno 80 milijonov živali letno vzgojiti in ubiti. Ne. In da te živali vzgojimo, jih moramo prehraniti, zato da jih prehranimo, je vsa prehrana, ki jo v Sloveniji proizvedemo, premalo za te živali in moramo še uvažati. Tukaj sem prej omenil samo žita, upam, da je vsem jasno, da poleg žit v Sloveniji zrastejo še druge stvari. Imamo tudi krompir, ajdo, marsikaj še raste. Ne? Tako da tukaj samo o žiti govorim, če bi pogledali še ostalo hrano, je v Sloveniji zrastel hrane, takole, po oceni zelo, čez palc bi rekel za 4 milijone ljudi. Ne? V Sloveniji. Samo v Sloveniji bi lahko prehranili 4 milijone ljudi, če seveda ljudje ne bi hoteli jesti točno tisto, kar jih je mamica učila, da je treba jesti meso in krompir. Mogoče bi jedli raje kaj drugega. Ljudje pač nočejo, ker so pač tako navajeni. Seveda, namesto teh žit, seveda bi lahko zrastali marsikaj drugega, ni nujno, da bi samo žita, lahko bi jedli stročnice, lahko bi gojili sojo, lahko bi gojili čičerko, lečo, marsikaj bi lahko še zrastli. Skratka, Slovenija je več kot dovolj površin ima za to, da bi bila samozadostna. Mogoče bi tukaj omenil še, upam, da nam predolgo, še omenil, večkrat se govori v Sloveniji, v Sloveniji travinja je pač za živali in travinja je tista, ki ljudje ne morejo jesti trave, ker pač zato rabimo tam pašne živali, da to travinjo spreminjajo v hrano, ki je za ljudi primerna. Ok, fino, krasno, res na Pokljuki mogoče res ne bi žitna polja delovala, ampak če se peljemo recimo čez Belo krajino, ker se večkrat jaz tam peljem in vsakič gledam iz avta in vidim hektare koruze, ki niti enega storža ne bojo pojedli ljudje, ampak praktično vse bojo pojedle živali. In poleg teh hektarov med dvemi njivami so hektari travnikov, ne, na isti površini, kjer je trava, kjer bi isto lahko rastla žita, karkoli, in potem so spet koruza in potem je spet trava in potem spet koruza in potem spet trava. Nihče mi ne bo rekel, da na tisti travi ne bi zrastlo kaj drugega kot sama trava. Skratka, zdaj se izgovarja, da v Sloveniji toliko travinje, kjer je samo krava možna spraviti to travo v živilo, ki je primerno za človeka, je absurdno. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji, poleg teh žit, ki so zdaj zrastla že statistično dovolj za ljudi, bi lahko še na tej travini, ki je tako opevana travinja, kjer lahko ne bi samo krave to lahko jedle, bi tudi na tej travini lahko zrasli še toliko hrane, da bi po mojem minimalno 4 milijone ljudi prehranili, brez kakršnih koli problemov, trenutno pa nismo samozadostni prehransko niti z 2 milijona. Tukaj bi jaz, Marko, da v eseju dodal še to, ne. Če pogledamo še številke, več kot 100 tisoč hektarov v Sloveniji orne zemlje gre za živinorejo, torej ali direktno za živinorejo ali za njihovo prehrano, ne. In to je 66% orne zemlje. Tako da za živinorejo se ne porablja samo paše in to, ampak večino naše orne zemlje, ki imamo v Sloveniji. Tako da tukaj imamo res ogromno priložnosti za izboljšave prehranske varnosti v Sloveniji. In smiselno bi narediti bilo preprosto 2 stvari. Prepoved gojenja rastlinske hrane, ki je primerna za ljudi, za živali. Prepoved. Ne? Drugo, prepoved uporabe kmetijskih zemljišč, kjer lahko raste hrana za ljudi, da se uporablja za hrano za živali. Če bi te 2 prepovedi uvedli,
bi čez noč bila Slovenija prehransko samozadostna, seveda živinoreja bi pa propadla, ker ne bi zdržala, ker temelji na tem, da izkorišča površine slovenske za to, da preživi. Zdaj, v bistvu sta že tudi odgovorila na vprašanje, koliko orne zemlje oziroma kmetijskih površin gre v Sloveniji v nič zaradi neučinkovitosti živinoreje. Zdaj tudi Mateja je med vprašanji dala, če lahko povesta kaj o monokulturnem poljedelstvu, ki se ga poslužujejo zaradi krme živali in njihov vpliv na okolje. Se mi zdi, da je to nekako tudi zajel že v bistvu vajini odgovori na ta prejšnja vprašanja, ali imate še kaj za pripomniti? Mislim, lahko. Monokulture so v bistvu nujno potrebne ravno zaradi prehrane živali, ne. Ker pač premalo površin za to, da bi dosti živali vzgojili, za to, da bi dosti živalskih živil pridelali za ne potrebe, ampak razvajenost ljudi, ki si pač to želijo jesti, ne. In zato brez monokultur ne gre s trenutnim načinom, ne. Zdaj, če bi se ljudje začeli prehranjevati vegansko, v bistvu ne bi bilo treba monokultur, ker bi seveda lahko ogromne površine zemlje se sprostile in bi lahko za pač tisto prehrano, ki je pač potrebna, porabili večjo, se pravi manjši izkoristek, se pravi lahko bi uporabili razne kolobarjene in podobne stvari, ne bi bilo treba monokultur, vsaj v taki količini ne, da prehranimo Slovenijo, oziroma tudi cel svet, ne. Tako da ja, monokulture so posledica tega, da ljudje pač želijo jesti živila živalskega izvora. Potem, če smo že komentirali, koliko površine orne zemlje gre za živinorejo, koliko pa gre za živinorejo kmetijskih subvencij? Kako je to porazdeljeno? Ja, tukaj je v celotni Evropi skupna evropska kmetijska politika in za celotno Evropo velja, da več kot 70% kmetijskih subvencij podpira ali živinorejo ali pa pridelavo krme za živinorejo. In to je čisto v nasprotju s prehranskimi smernicami, a ne. Če bi se kmetijske subvencije dodeljevale v skladu s trenutnimi prehranskimi smernicami, ki pač niso trajnostne, bi še vseeno bila tukaj slika čisto obratna, a ne. Ker recimo v slovenskih prehranskih smernicah živila živalskega izvora zavzemajo recimo 20 do 25% prehranskega krožnika, ampak kakor vidimo, kmetijskih subvencij gre pa v živinorejo več kot 70%. Tako da tukaj je čista diskrepanca med tem, kakšna so priporočila, prehranska priporočila, kakšna bi bila trajnostna prehranska priporočila, pa kakšne so kmetijske subvencije v praksi. Ja, toliko imamo enega znanja, pa toliko je napačno usmerjen. To je res ob teh številkah te začne kar glava boleti. Zakaj pa po vajinem mnenju ministrstva podpirajo tako v bistvu okolju škodljivo prehrano? Čisto enostavno, ne. Ministrstva so posledica politike, politika so posledica volitev, volitve so posledica povprečnega človeka. In dokler povprečen človek je tisti, kar so ga naučili mamice, ne, da bo pač, ko se je, ne, bojo povprečni ljudje vztrajali, da se pač stvari ne spremenijo. Ljudje, kot sem že prej rekel, nismo neki individumi, ki blazno svojo glavo razmišljamo, čeprav si to vsi želimo vedeti, ne, misliti. Ljudje smo ovce, ki gremo tam, kjer gre večina, in dokler bo večina korakala po teh ustaljenih, kako bi rekel, zgodovinskih tirnicah, ne, in se tudi sklicevala na to že od nekdaj korakamo po tej potki, se bojo politike ravnali po množici, ne pa obratno, ne, na žalost. Ja, tukaj, če bi se malo še obrnil na to, kar je Marko najprej rekel, ne. Ministrstva so politika. Zdaj, če bi jaz recimo 10 let nazaj tega nisem vedel, a ne. Jaz sem si predstavljal, da so ministrstva strokovni organi, ki se odločajo na podlagi njihovih strokovnjakov, ne, ki so zaposleni na ministrstvu. Ampak sčasoma, ko sem se ukvarjal z aktivizmom, sem ugotovil, da ne, to je političen organ in političen organ se odloča glede na to, katera politika je na oblasti, pa kaj pravijo ljudje, a ne. Ne glede na to, katera politika bo na oblasti, katerakoli politika bo na oblasti, glede na večino, in ta tema, kar se tiče prehrane in znanosti okoljske, je pač vpliva množica in vemo, da množica sledi tropu, ne, gre. Ne glede na to, kakšna so dejstva, sledi
tropu, ki je že od nekdaj hodil v to smer. Ne. In zdaj ne bo nobena druga politična smer nekaj spremenila, neka opcija, ker bo vsi približno na enak način reagirali na to ključno vprašanje. Ne. Ni bistveno pri politični odločitvi, tako bi rekel. Če bi pa šli v kakšno smer, ne, ki je v nasprotju ali pa v konfliktu s tem, kamor trop gre, ne, in bi začel reči tropu, da ne gre v drugo smer, se bi ta trop uprl na tak način, da bi ta politična opcija hitro izgubila moč in tega nobena politična opcija noče iz tega razloga. Ja, verjetno so tudi razni finančni elementi pomembni, a ne, ker pač ta. Finančni so pa, razlogi pa grejo v bistvu bolj v smer manipulacije s tem tropom, ne, recimo prej sem omenil sojo, ne, veliko denarja se vlaga v to, da se pokaže, kako je soja in fej in fuj, ne vem, jaz že dobivam maile, to že leta, kako je soja fej in fuj, ne, vem, saj smo že vsi verjetno to dobro, in tam je kup neumnosti, ne, totalnih nesmislov. In so določeni lobiji, ki vlagajo ogromno denarja in je res, da je dosti enostavno zmanipulirati mnenje ljudi, sploh ljudi, ki niso pripravljeni razumeti, kako znanost deluje, pa matematika, ne, in pač jih je z velikim vložkom finančnim dosti enostavno prepričati. Ja. A se vam potem zdi, da je čas za davek na meso oziroma na nek ogljični odtis? Kaj pravita na Ja. to tematiko? Logika bi to seveda rekla, ampak spet smo tukaj pri tem, da če bo kdorkoli v politiko to predlagal, bo trop, ki bo s tem nezadovoljen, to politiko hitro odstranil, ne. Tako da to bo zelo nepopularno dejanje politično in ga ne vidim, da bi bilo možno. Smiselno, logično bi pa bilo, ja. Ja, saj, Matevž, imaš še tudi ti tukaj kaj za pripomniti, oziroma mogoče tebi namenim še tole naslednje vprašanje. Torej, zakaj smo v Slovenskem veganskem društvu leta 2019 na Ministrstvo za kmetijstvo podali zahteve za razvoj slovenskega kmetijstva in gospodarstva? Pa katere so bile mogoče 3 glavne pobude, ki jih je vseboval ta dokument? Ja, mi seveda v Slovenskem veganskem društvu vidimo, da trajnostni razvoj ni domena Ministrstva za kmetijstvo zaenkrat še, ne. In zaradi tega smo na Ministrstvo za kmetijstvo podali pobude za prvič za preusmeritev kmetijskih subvencij iz živinoreje in živinorejske krme v pridelavo rastlinskih živil direktno za prehrano ljudi, potem drugič za obdavčitev živil na podlagi okoljskega ali pa ogljičnega odtisa in pa tretjič za ukinitev industrijske živinoreje. Zdaj, recimo za tretjo točko, no, v bistvu za vse te točke so se na enih od protestov strinjali tudi Mladi za podnebno pravičnost in oni so tudi v bistvu nekako mogoče v javnost še najbolj razširili te ideje. Zakaj smo se pa za vse to odločili? Ja, glih zaradi teh stvari, o katerih se danes pogovarjamo, ne. Živinoreja ima v primerjavi z živili rastlinskega izvora zelo visok okoljski odtis, hkrati pa disproporcionalno malo prispeva k našemu kaloričnemu ali pa beljakovinskemu vnosu, ne. Recimo, če pogledamo globalno, recimo živinoreja zavzema 83% kmetijskih površin, kalorij pa doprinese človeštvu samo 18%. In če pogledamo vse aspekte okoljskega odtisa, je taka disproporcionalnost, a ne, zaradi katere vemo, da bi mogli pač na neki način živila živalskega izvora odsvetovati. Zdaj, en način, kako to naredimo, je tudi, da nastanejo nove trajnostne prehranske smernice, ampak Ministrstvo za kmetijstvo ni odgovorno za to, tako da mi smo Ministrstvu za kmetijstvo povedali take stvari, ki bi jih lahko oni uvedli, ne. Torej, sprememba kmetijskih subvencij, verjetno imajo tudi oni vpliv na to, kako se obdavčujejo živila, in pa ukinitev industrijske živinoreje. Zdaj, tudi če bi recimo naredili neko anketo v splošnem ljudstvu, bi verjetno ugotovili, da približno polovica Slovencev bi podprla ukinitev industrijske živinoreje,
Tako da to je ena taka stvar, ki bi recimo tudi koristila, ne, da bi naredili kakšno tako anketo javnega mnenja, ker politiko zanima javno mnenje, ampak tudi če bi tukaj izvedeli javno mnenje, bi verjetno najprej poslušali tudi, če mnenja živinorejcev in kmetov, ne. Je tukaj bilo še kakšno vprašanje? V bistvu to je to, no. Zdaj, še eno vprašanje je pa tudi mogoče, kakšna je povezava z Maja, okoljevarstvom? meni kaže, da imaš ti zelo rdečo povezavo, kar pomeni, da mogoče, da vse šteka. Jaz svojo v redu vidim in slišim. Matevž, jaz tebe ne vidim, ti stojiš pa mir. Aha, Ja, mislim, da je on problem. Evo ga. okej. Ne vem, a mene normalno slišita? Ti si normalna. Okej. Mene je vrgel ven. Ti si ven padel, ja. Okej. Zdaj, leta 2022 smo pa v društvu z tvojo pomočjo, Matevž, objavili tudi peticijo za možnost izbire veganskega obroka v javnih ustanovah. Kakšna je bila pa tukaj mogoče, kakšna je povezava z okoljevarstvom? Ja, če bi recimo v vseh javnih ustanovah bila možnost izbire veganskega obroka, to ne samo, da bi koristili tistim, ki se zdaj že trenutno prehranjujejo vegansko, ampak bi koristili tudi tistim, ki se želijo prehranjevati vegansko, pa recimo v javni ustanovi nimajo te izbire. Pa tudi recimo vegetarijanci bi tudi seveda jedli veganske obroke, tako da tudi za vegetarijance to pride prav in za recimo fleksitarijance. Fleksitarijanci tudi zaenkrat nimajo v javnih ustanovah neke izbire trajnostnega obroka, tako da veganski obrok kot primer trajnostnega obroka pride prav za vegane, za vegetarijance, za fleksitarijance, torej za vse tiste skupine, ki jih najprej smatram kot tiste, ki se trajnostno prehranjujejo. V bistvu bi šlo tukaj za nek zeleni jedilnik, ki bi bil fajn, da v bistvu se ga da na izbiro tudi otrokom v šolah, ker v bistvu, ko se pogovarjamo o zaščiti okolja, so oni tisti, ki bojo ob naših slabih odločitvah najbolj nastradali. Že mi pa, ampak predvsem pa še naše prihodnje generacije. Saj tako, se meni zdi, imata še kaj pripomniti? Kar se tiče otrok, je tukaj pomemben tudi izobraževanje, ne. Problem je, če se mladi generaciji ne podaja pravih informacij, če se jim podaja, kako bi rekel, niti ne toliko zastarele, kakor tudi znanstveno popolnoma napačne informacije, ne. Je to problem, da ta generacija ne bo nikoli odrasla v generacijo, ki bo se lahko smiselno odločila, ne. Se pravi, če se govori, da je mleko bistveno in nepogrešljivo živilo za človeka, ne, bo težko tak človek razumel, da lahko živi brez mleka. Če bo nekdo slišal, da je meso edini in sploh najboljši vir beljakovin, brez katerega ne gre, ker je oboje čista laž, ne, se bo težko odločil, da pač tega ne bo jedel in bo ves prestrašen in bo imel kar občutek, da mu manjka beljakovin, če ne bo jedel, ne. Tako da problem je tudi v izobraževanju in tudi šolski sistem, saj jaz v zadnjih časih, ko je šla hčerka čez ta sistem, sem videl, kakšne neumnosti jih učijo, ne. In tudi to je problem, ne. Če se učijo stvari, ki niso znanstveno utemeljene, ki so dobesedno skregane z znanostjo, ne. To je približno tako, kot da bi jih učili, da je Zemlja ploščata, ne. Taki ljudje se ne bodo mogli pol kasneje v življenju pravilno odločati, ne. Ja, to je res žalostno, kako počasi se spreminja predmetnik, pa se take nove informacije v bistvu ne vključujejo. Kaj pa menita o prehodu iz civilnega aktivizma v politično gibanje? Kakšne politične spremembe bi bile na področju prehrane po vajinem mnenju potrebne? Kdo bi v bistvu mogel prevzeti pobudo za dolgoročen načrt spreminjanja načina prehrane? Matevž? Ja, trenutno, recimo, če pogledamo načine aktivizma, ki jih uporablja Slovensko vegansko društvo, v glavnem se recimo ukvarjamo s tem, da ljudi spodbujamo na veganski izziv, na primer, ne, in ljudje, ki spoznajo v 30 dneh vegansko prehrano, je potem to poveča možnost, da na dolgi rok tudi ostanejo vegani, ne. To je recimo en način, kako
v Sloveniji spodbujamo trajnostno prehranjevanje, ne. Recimo, ne poznam nobene organizacije, ki bi na podoben način spodbujala fleksitarijansko prehrano ali pa vegetarijansko prehrano. Tako da tukaj smo mogoče Slovensko vegansko društvo skoraj edini v tem spodbujanju trajnostnega prehranjevanja od spodaj navzgor. Ampak tudi tak način spodbujanja trajnostne prehrane bo šel zelo počasi, a ne. Mi pa zaradi ogromnih okoljskih izzivov, ki jih imamo pred sabo, moramo spremembe doseči zelo hitro. In zelo hitro se lahko to naredi samo, če politika sodeluje, če mediji sodelujejo in da se spremembe dosežejo od zgoraj navzdol, ne. Torej, da se spremenijo prehranske smernice, ker če se spremenijo prehranske smernice, bo slovenska stroka morala ljudi spodbujati k trajnostnemu prehranjevanju, a ne. Pa če se spremenijo prehranske smernice, potem tudi v javnih ustanovah ne bomo sploh imeli več tega vprašanja, zakaj ni veganskih obrokov, ker če se spremenijo prehranske smernice, se bodo na splošno vsi obroki v javnih ustanovah mogli spremeniti, a ne. Pol en način politične spremembe so spremembe kmetijskih subvencij, pa recimo to obdavčitev živil glede na ogljični ali pa okoljski odtis. Tako da to politično gibanje bi se moglo predvsem razviti zaradi hitrosti sprememb, ki jih hočemo doseči, ne. Marko, kakšen komentar? Ja, no, to naše društvo ni politično, ne. Politično, recimo, bi jaz razumel, da bi mogla politika začeti upoštevati znanost, ne. Na žalost pa politika ne upošteva znanosti, ampak upošteva neke posameznike, ki nekaj govorijo in se delajo, da so znanstveni. Recimo kronski primer, da ne bom zdaj po imenih govoril, mislim, da je sploh bistven problem je tale, mislim, da je docent, kaj že, ne, ko se že od slovenske univerze, predsednik, kaj že, te už boš ti vedel. To so pa tudi zelo nespomnim primer. Ja, no, se ni važno ime. On je večkrat v javnosti prišel, ker je hotel povedati, da v bistvu ne, vpliv metana sploh ni pomemben, zato ker je pač nekje on eno formulo videl, kjer po tej formuli ta pač vpliv metana je manjši. In jaz predvidevam, da ta človek ni matematik in pač samo to formulo uporabil, ker mu je bilo všeč, ni razumel zakaj, ni razumel kako, in je to začel govoriti naokrog in seveda si mediji ga vabijo, vlada, stroka ga vabi za to, da pove stvari, ki jim ni všeč, noben pa ne razume, kakšna je matematična osnova, kakšna je znanstvena osnova za uporabo te formule. In tukaj jaz vidim problem. Jaz vidim problem v tem, da politika ne deluje na osnovi stroke, ne po osnovi znanosti, na osnovi matematike, ampak deluje preprosto po osnovi populizma, teorij zarot in podobnih stvari. In zdaj, če bi prva stvar, ki bi mogla biti politična, bi mogla biti, da bi se vzpostavili neki strokovni standardi, kjer bi politika točno podlegla strokovnim standardom, ker ne bi mogel nek posameznik priti in nekaj razlagati samo zato, ker mu je neka formula všeč in niti ne razume, ker ni sposoben za to, da bi jo razumel, ampak bi mogel to formulo utemeljiti z recimo 30 strani matematičnih izračunov, ne. Edino v tem primeru bi se lahko pogovarjali s tem, da bi lahko vsakdo spodbijal te njegove izračune, ne. Potem bi lahko prišli nekam, kjer bi se lahko stvari politično postavljali na znanstvene temelje. Zdaj trenutno ne stojijo niti slučajno na političnih temeljih, ampak temeljijo na kapricah. Na kapricah posameznikov, ki so iz raznih biotehniških, medicinskih fakultet, nekih posameznikov, ki se predstavljajo v Sloveniji kot strokovnjaki, ki svoje mnenja ne temeljijo niti na stroki, niti na čemer, ampak preprosto na kapricah, ne. Skratka, mogli bi politično utemeljiti stvari znanstveno, česar pa pri nas ni. Zdaj, kdaj se bo to naredilo, kako se bo to naredilo, pa jaz ne vem. Zdaj, kar nekaj vprašanj se nam tudi že v tem chatu nabira. Se pravi, še zadnje tako vprašanje, pa bom pa mogoče še kakšnega sproti iz tega našega plana. A bi mogla Slovenija potem po vajinem mnenju tudi za živinorejo sprejeti tako ambiciozne okoljevarstvene cilje kot za področje transporta? Ja, tukaj recimo za področje transporta
je pred leti bil načrt, da po letu 2030 se mi zdi, da v prodaji ne bodo več avtomobili na notranje izgorevanje, ne. To je zelo ambiciozen ukrep, ampak mislim, da zdaj v tem trenutku, da se je ta plan že v državi spremenil, ker se je verjetno državi zdelo preveč ambiciozno. Kar se tiče kmetijstva, v Sloveniji še zmeraj se tolerira, da bi se do leta 2030 v kmetijstvu toplogredne pline zmanjšali samo za 1%. In to ni nobena sprememba, a ne. Do leta 2030 bi lahko ogromne spremembe že dosegli, tako da zaenkrat so, kar se tiče kmetijstva pa prehrane v Sloveniji, zelo neambiciozni ukrepi in bi mogli biti, ja, vsaj toliko ambiciozni, kakor kar se transporta tiče, tam do leta 2040, za transport tudi do leta 2030 zaenkrat kar niso več ambiciozni ukrepi. Zdaj, ko se mi zdi, da bo država tolerirala, da se iz transporta emisije tudi do leta 2030 še povečajo, namesto da bi se zmanjševale, a ne, ker kakor da ni okoljske krize, se tolerira, da se iz nekaterih sektorjev kar še povečujejo emisije, no. Tako da, ampak recimo do leta 2040 verjetno država namerava, kar se transporta tiče, ogromno narediti in do leta 2040 bi bilo smiselno seveda tudi na področju živinoreje, da država ogromno naredi. No, tukaj je en poseben aspekt tega je, da kakršnakoli ukinitev transporta pomeni kolaps celotne družbe, konec naše civilizacije, ne. To moramo razumeti. Tukaj, če govorimo o prometu, promet mora obstajati, kakršenkoli je, če hoče preživeti toliko ljudi, kot trenutno živi, z takim načinom, kot trenutno živi, se pravi, da hočemo imeti hiše, ogrevanje in tako naprej, če hočemo imeti kakršen to komfort, ne. Če se hočemo vrniti v kameno dobo, kjer bomo živeli v mrazu, v hladu, z ne vem kakšnim nižjim standardom, ja, lahko ukinemo tehnologijo, ampak mislim, da to ni opcija. Kaj bomo jedli, katero stvar pa kupimo, ko gremo v trgovino, pa samo stvar razvade. Tako da tukaj sta dve totalno nekompatibilne stvari. Uničenje civilizacije na eni strani, razvajenost prehranska na drugi. Kaj je? Na izbiro? Mislim, da ni. Samo razvajenosti se moramo nekako odvaditi, ne. To je vse, kar je. Drugo pico naročiti, ko gremo ven. Drug artikel, drugo mleko vzeti, ko gremo v trgovino. To je enostavna stvar, ki ne vpliva praktično na nič, ukinitev transporta vpliva pa na kolaps celotne civilizacije. Tako da tukaj sploh ni debate, ne, kaj je treba narediti. Ja, se pravi, definitivno se posvetiti onemu področju, ki ima večji vpliv. To smo že ene 4-krat povedali, pa upam, da se je dotaknili vseh, ki poslušajo, pa predvsem, da bojo še komu naprej povedali, ozaveščali, pomagali pri vsem tem. Zdaj pa lahko gremo kar še na vprašanja. Parkrat je bilo Sabino zanima, kako je v Sloveniji z veganskim ministrstvom, pa če je to nastalo. Pa bi mogoče jaz čisto na kratko rekla, da mogoče ne brati člankov na domovina.je, ker tam je nek članek Golob ustanavlja ministrstvo za vegansko prihodnost in zaščito živali, vodila ga bo Tina Gaber, pa je vprašanje, če se je to že ustanovilo. Ne brati domovina.si. Ja, ne na domovina.je brati, ker pač na žalost veganskega ministrstva ni. So bili neki, saj nekateri politiki majčkeno zavzemajo za rastlinsko prehrano, kar je super fino, ampak ste verjetno videli, kako hud je odpor določenih odsekov javnosti na kaj takega, tako da dajmo podpreti dobre pobude mogoče. Kaj bi vidva komentirala na tem področju? Ne brati tega. Ja, jaz pa še nisem slišal za to novico, no, moram reči. Tudi jaz ne, prvič slišam, da ne. Bi pa komentiral, da bi bilo smiselno, da bi Slovenija imela ministrstvo za etiko, pa ne se tiče česarkoli, ne samo medvrstne etike, ampak katerekoli etike. Mislim, da bi to koristilo v vsaki razviti državi, no.
Jaz bi bolj rekel, da bi mogla imeti država ministrstvo za znanstvene standarde. Ker če bi to enkrat naredili, bi težko prišli razni rektorji univerz ljubljanskih, ki bi govorili neumnosti po TV Slovenija, ker bi pač mogli odgovarjati znanstvenim standardom. Trenutno pa lahko govorijo, kar hočejo, in ni nobenih, kako bi rekel, standardov, ki bi jim lahko to preprečili. Ampak, kakor sva že prej omenila, ne, ministrstva so politični organi, kot da bodo vedno pod vplivom tistih, ki so trenutno na oblasti. Zato bi rabili pa nevtralno, znanstveno podprto, kjer bi bili standardi jasno določeni in bi ne glede na politično opcijo vsi mogli podlegati. Tako kot zakoni za recimo za kriminalna dejanja. Ne glede kdo je na opciji, katera opcija je na oblasti, kriminalna dejanja so enaka. Ne. Enako bi mogli biti tudi za znanstvene standarde. Ne glede kdo je na opciji, bi mogli biti jasno določeno, kaj je znanstveno dokazano in kaj znanstveno ni. Tako imamo pa Nader Rotovnik Kozjek, ki govorijo neumnosti v javnosti in jih noben ne more pač preprečiti, ker pač ljudje mislijo, da so to strokovni ljudje. Ne. Ja, mogle bi biti posledice za takšne stvari. Za vsako neumnost, ki jo odgovorni. nekdo reče, bi mogel pač odgovarjati, če znanstveni standard ne odgovarja. Ja, Nina je komentirala, kot v filmu Don't Look Up, ljudem do konca ne bo jasno. Potem pa še 2 komentarja, vprašanja strani Tadeja. Če je Slovenija idealna za pašno živinorejo, zakaj potem kmetje uporabljajo močna krmila? Saj na začetku, ko odstavijo teleta, in potem še nekateri na koncu, da spitajo govedo za zakol, nekateri pa celo ves čas. Ja, retorično vprašanje, a ne? Se tudi tukaj že sam povedal, da se veliko nesmislov opazi pri besedah, ki jih uporabljajo kmetje in ministrstva, ko zagovarjajo svoje dejanja, ne. Ja, se dodal je še citat iz recimo tehnoloških navodil za eko-govedorejo, da izračuni pogosto kažejo, da hranljive snovi z doma pridelane krme niso prisotne v izravnanih količinah, potrebnih za proizvodnjo določene količine mleka, zato je potrebno v obrok vključiti krmila, ki vsebujejo manjkajoče hranilne snovi, ne. Tako da, ja. Ne, poleg tega je treba povedati pa še, da ogromno teh pašnih površin, ki so tako opevane, so na površinah, kjer bi lahko rasle tudi pridelki za prehrano ljudi, ne. Kar tudi ni nepomembno. Ja, zdaj mislim, da smo brez ekstra vprašanj. Zdaj ne vem, kako je bil, v katerih plodovih je največ maščob vezano na okolje, če mogoče je vama kaj bolj jasno. Kar se okolja tiče, tukaj ni povezave, ne, ampak odgovor na vprašanje je pa lahko pač avokado, ne. Avokado je sadje, ki ima največ maščob, če je bilo to mišljeno. Pa tudi oreščki so dosti bogati z maščobami, ne, tako da ne vem, kaj vprašanje sploh sprašuje, kje je največ ali kaj je najbolj obremenjujoče ali... Kje je največ, ampak ja, mogoče povejte še kaj o avokadu, zaradi tega, ker velikokrat, ko karkoli spodbujamo ljudi za prehod na veganstvo, oglašujemo veganski izziv, vsi potem se obesijo na ta avokado, kot da samo vegani jemo avokado. Se mi zdi, da ga jemo včasih, mislim, v približno istem odstotku kot vsi ostali. Se pravi, ali ga niti ne jemo, ali pa ga pač občasno, a ne. Kaj vidva mislita? Prvo kot prvo je treba, ja, točno to, kot si že rekla, prvo kot prvo, da bi se karkoli avokado izpostavil, bi se mogli dokazati, da da je recimo avokado nek bistven del veganske prehrane, krnine. Pač avokado je nek dodatek zanimiv za okus, za kakšno jed, ni pa to bistven del veganske prehrane. Pol bi bilo treba pokazati, da je avokado glede na količino, kot sem že omenil prej, transporta, da je glede na kalorijo bistveno bolj obremenjujoč kot recimo kakšen drug efekt. Ponovadi se reče, cela, kako bi rekel, industrija avokada porabi toliko pa toliko vode, okolja, površin in zato je avokado škodljiv. Ne gleda se pa na to, koliko je avokado na samo kilokalorijo, recimo, obremenjujoč za okolje, to je drugo, ne.
Tako da tretje bi bilo treba pogledati, koliko je delež avokadov, ki ga poje tudi vse jeda populacija. Ne? Tako da to vprašanje glede avokado je v bistvu nekako bi rekel tipičen primer nestrokovnega pogleda, recimo manipulativnega pogleda na prehrano, ne? Kjer se najde ena stvar, kjer je nekdo majčkeno narobe izračunal in potem se to razširi na celotno populacijo, podpopulacijo veganstva in se s tem pokaže, kako to stvar ne deluje. Ne? Ni to tako enostavno. Ne? Ja, jaz sem ravno na zadnjem dopustu videla avokado nekje v nekem skalovju rast, kjer res ni bilo vode, kaj dosti, mislim pač razen deževja občasno, no. In mi je bilo, me je kar šokiralo, ker ljudje ga tako očrnjujejo, tako obsojajo, pa v resnici, mislim, verjetno intenzivna pridelava je čist nekaj drugega kot to, da ima nekdo nekaj na vrtu, ampak to drevo je bilo polno plodov, tako da me je čist presenetilo, no, pač v pozitivnem smislu. Ja. A imata še karkoli za dodati na koncu, kakšno vzpodbudno sporočilo za udeležence izziva mogoče? Potem pa jaz bom pa vmes pripravila tudi zadeve za žreb, ker izžrebamo 3 od udeležencev tukajle na Zoomu, ki bojo dobili tak okusen veganski paketek za nagrado, ker so bili z nami. Če ima pa kdo še kakšno vprašanje, pa kar v chat z njimi. Še minutko imate. Imamo še malo časa. No, Ja, ja. jaz ne bom tako spodbudno, to mogoče Matežu prepustim. Jaz bom samo dal izziv. In sicer, če kdo mogoče tole gleda, ne, kakšen od teh, ki je tole pač predvidevam, da bo nekje predvajan posnet. Izziv dajem vsakmu, ki misli, da je bilo karkoli narobe rečen, karkoli misli, da ima prav, karkoli misli, da je prebral nekaj o kakšnih raznih nekih, kako se reče temu, ekoloških grazing metodah in tako naprej. Naj pride sem, naj pride z izzivom in bomo spodbili, jaz osebno bom spodbil vse te dokaze. Če misli nekdo, da smo se kar motili, ne govoriti nekaj nam za hrbtom, ne govoriti pod videom komentarje, povejte nam direktno, soočite nas z dejstvi, pa bomo vse spodbili, kar mislite, da drži. Ja, tukaj bi jaz spodbudil ljudi, da kadarkoli želite še kaj vprašati, ne, ni treba, da je sploh glede veganskega izziva, lahko pišete na info@vegan.si, pa bomo skupaj obravnavali, ne. Če ne bom jaz obravnaval, bo recimo Maja, če ne bo Maja, bomo rekli Marko, to, da ne Marko, če ne bo Marko, bo mogoče Danijel Sušnik, vedno pa vsako vprašanje obravnavamo, tako da ne ostanejo take stvari, ki so nenaslovljene, no. Za kakšne spodbudne besede za konec? Ja, super vsem, ki ste poslušali tole do konca, pa super vsem, ki to spremljate tudi preko Facebook Live, pa vsem, ki tole gledate preko YouTubea čez nekaj dni, no. Pa škoda, ker niste bili vsi na Zoomu, da bi dobili te nagrade, ki jih zdajle Maja lepo deli naokrog. Ja, pa spodbudno je še to, da imamo zdaj do konca veganskega izziva še en zaključni dogodek, pa še predtem imamo kuharsko delavnico, ampak za kuharsko delavnico na žalost so že skoraj zasedena mesta. Pa po zaključnem dogodku imamo še pustno zabavo, tako da vedno lahko spoznate nas tudi v živo, tudi recimo mentorje veganskega izziva lahko na teh dogodkih v živo spoznate, pa mogoče, če bo kdo od nas prva oseba, prvi vegan, ki ga poznate, bo mogoče to komu zelo koristno. Ja, pridite pa sodelujte v naših dogodkih, pa še koga pripeljite zraven, zaradi tega, ker je, upam, da vam je bilo dosti zanimivo, no. Bomo pa tudi še naprej v prihodnjih mesecih se potrudili organizirati te webinarje, sicer bomo mogoče tempo majčkeno upočasnili, ko ne bo več veganuarji pa veganski izziv, bojo enkrat mesečno, pa se bomo res potrudili. Evo, zdaj pa jaz sam tukajle tole kolo 3-krat zavrtim. Evo, Ana H. je prva, ki je bila izžrebana. Vsi, ki ste izžrebani, se nam kar z vašim naslovom javite na info@vegan.si. Andrej?
Upam, da je bil sam en Andrej v webinarju, da ne bo pomot. Pa še tretja oseba in to je društvo EBM, predvidevam, da je bila ena oseba, ki je gledala, če je bilo pa celo društvo, pa še toliko boljše. V redu, najlepša hvala za pozornost, pa res, če še niste spoznali izziva, dajte se prijaviti na www.izziv.si. Drugače ni dostopen samo januarja. Januarja imamo pač nešteto teh dogodkov pa dodatnih nagrad, vzpodbude, zaradi tega, ker pač je čas novoletnih zaobljub in je najbolj tako optimalen čas, da se ljudje odločajo za neke take večje spremembe. Drugače pa dosegljiv kadarkoli v letu, tako da ne skrbeti, kjerkoli datum, si samo zberete, naslednji dan začnete že dobivati maile, ki vsebujejo tako recepte za zajtrke, kosila, večerje, kot pač pomoč mentorjev, različne zanimive novičke, članke, tako da v bistvu se pokrije vedno vsa področja, od praktičnih nasvetov, etike, varstva okolja seveda, pa seveda tudi zdrave prehrane. Tako da dajte šanso izzivu, preizkusite se, pa brez plačanja, to je zelo pomembno omeniti. Včasih pozabim, ker ljudje potem že kar mislijo, da bomo nekaj hoteli od njih nekje. Ampak ne, mi samo dajemo informacije od sebe, ker želimo dobro za živali, dobro za planet, pa pol ne navsezadnje za vse nas. Matevž pa Marko, najlepša hvala, ker sta sodelovala v tem pogovoru, ker sta nas toliko veliko naučila. Ugotovili smo, da je res tisto ozaveščenost, tisto, kar nam manjka, da se ne ukvarjamo, mislim, tudi s plastičnimi slamicami, ampak da se posvetimo predvsem tistemu, kar ima največji vpliv čim prej, a ne. Noben pa ne reče, da ostala področja pa kar zanemarite, ampak vedite, s čim imate največji vpliv. Upam, da. Mislim, da je geslo tega webinarja ne biti razvajeni, pa jesti tisto, kar je mami vas naučila, ampak razmišljajte s svojo glavo. A sem v redu povzela? Bravo, točno to je. Ja, hvala vam tudi za vse zahvale, ki so v chatu pa povsod drugod. Lep večer vsem. Dio. Ja, hvala obema, hvala Adio, vsem. adio. Pa srečno.